Še pred kratkim sem bila v Štokholmu in v kratkem spet odhajam v tujino, tokrat prek luže. In danes bom pa govorila o tem, kaj se pravzaprav zgodi, ko pijemo preveč, ko se drogiramo, ali torej kadimo travo, jemljemo kakšne druge droge, ne? In tukaj pri teh drogah se pojmujejo tudi dejansko določena zdravila, ki jih jemljemo za reševanje svojih psihičnih težav, ne? In kaj se takrat naredi? Recimo, ko preveč pijemo, že letijo srčki, živijo. Torej, ko preveč pijemo, ne, dejansko problem je tukaj to, oziroma ko se drogiramo, oziroma ko jemljamo neka zdravila, odpremo svoje telo temu, da vstopijo van entitete, ne. To so pač neke energije, ki so tukaj zataknjene v času, prostoru in ne vedo, da so umrli, ne. In pa, ko vidijo tako to naše telo, ne, tako čist, ne vem, pijani, ko smo, ali pa čist zadeti, ali pa čist zadrogirani, ne, rečejo, ful dobro, da je lepo telo in vstopijo v naše telo, oziroma se pripnejo na naše telo in potem dejansko motijo našo fizično obliko, oziroma govorijo skozi nas. In takrat, ko govorijo te entitete skozi nas, ne moramo biti prisotni kot mi, oziroma težko smo prisotni kot mi, oziroma tako se nam ponavlja neke misli, ali pa se nam določene stvari pojavljajo, ali pa recimo se nam s telesom mogoče kakšne stvari, ne vem, čisto fizična oblika, ali pa ne vem, neke bolečine, ali pa karkoli se lahko pojavljajo, ne. In zato je pač pomemben, da ne delamo tega, ne, se pač v končni fazi vse sam izbira, sam če imamo pa zavedanje tega, kaj se dogaja takrat, ko gremo preko meje. To ne pomeni zdaj, da ne smete piti, ali pa da ne smete spiti kozarčka 2 in tako naprej, ampak dejansko problem je to, ko pijemo tako do nezavesti, ne, oziroma se zadrogiramo tako, da ne vemo za sebe, ne. Takrat se odpremo tem, pač da vstopijo entitete v nas, ne. Pa naslednja stvar, ki se pa zgodi, je pa tudi to, da takrat, ko pač smo pijani, ko se ne zavedamo, ne, ko smo kot, mogoče je kdo že kdaj koga slišal, ali pa ste mogoče celo vi sami rekli, cel film se mi je utrgal, sploh ne vem, kaj se dogaja. Ne, takrat se odločimo neke stvari, zaključimo neke stvari, izračunamo neke stvari in se zaklene. Tudi recimo, če smo, ne vem, kadimo travo, ne vem, droge jemljemo, se to zaklene v senzorični korteks in potem, ko mi več nismo pijani, oziroma ko nismo več na drogah, do tega nima več dostopa, ne. In potem se nam dogaja to, da na določene stvari reagiramo, tako reagiramo in sploh niti točno ne vemo, zakaj, ne. In to je to, zato ker to je nekaj v senzoričnem korteksu zaklenjen, do tega nimamo dostopa, ne. In dejansko pač tega se morate zavedati, ne. Poleg tega je pa tudi še ena stvar, ne, danes, tako, ne vem, nekako sem se odločila, da bom bolj o entitetah govorila, ker smo imeli zdajle pravkar to, smo končali 30-dnevno vlečenje energije za posel in smo pač tudi posel ena entiteta, ne, ampak tudi pa smo govorili o teh entitetah, pač teh ljudi, ki so umrli, pa ne vejo, da so umrli in tako naprej, in je pa ena tako udeleženka, pač malo tako se malo strašila pa to, ne, ker kaj sem rekla, tudi vi vedno, ko rečete recimo, jaz ne morem več živeti, jaz bi najraje umrla, najraje bi se kar ubil. Kaj se takrat naredi? Ne, takrat se nad vašim telesom se prižge tako en napis in piše za najem. Ne, in potem te entitete, ki so tukaj zataknjene, rečejo, ful dober telo in vstopijo v vaše telo, si pripnejo na vaše telo in potem skozi vas govorijo, skozi vas delujejo in motijo, torej vas, da niste prisotni kot vi. Ne? In če imate neprestano da samo skozi neke misli ponavljajo, dejansko je to lahko entiteta, prisotnost entitete. Ne? In zato je zelo pomembno, da imate to zavedanje. Torej, vsakič, ko boste rekli, ne morem več, ne, ali pa dejansko se odprete temu, da vstopijo, torej se odpovedujete svojemu telesu in pač ga predajate pravzaprav drugim tem bitjem, da lahko vstopijo. Ne, in o tem več bom
več o tem bomo govorili na 4-dnevnem spletnem srečanju, ki ga začnemo 16. oktobra z naslovom Ustvarjanje drugačnih možnosti z telesom. In sicer to bo ena od tem, ne, pa kako počistimo entitete, pa kako recimo dejansko to, kar je v sezoni, mislim, če smo pač smo imeli neko obdobje v življenju, ko smo pač to počeli, da smo se drogirali, da smo pili ali pa ne vem karkoli, jemali neka psihiatrična zdravila ali pa naprimer, da smo imeli kakšno obdobje, ko smo rekli, pač ne morem več, najraje bi umrl, bla, bla, ne, smo dopustili, da so pač te entitete vstopile v nas. Kako to počistiti? Potem, kako počistiti to, kar je v senzoričnem korteksu zaklenjeno. Potem bomo govorili o tem, kako se zavestno prehranjevati, kaj je pravzaprav to zavestno prehranjevanje, kako prisluhniti telesu, kako vedeti, kaj pravzaprav želi telo, kako slišati telo, da vemo, da to ni spet naš ne. Potem, kako že v sami osnovi preprečiti nastanek bolezni, torej, da ne kreiramo nekih stvari iz tega, kar zaznavamo od drugih, torej od misli, čustev, občutkov, senzacij v telesu drugih ljudi, oziroma da prepoznamo, kaj nam sporoča zemlja. Ne, ker 80% vseh bolečin, ki jih imamo v svojem telesu, dejansko je nekaj, kar nam sporoča zemlja, ne, da se nekaj z zemljo dogaja. In pač mi se sam zavedamo, ne, ampak večinoma vzamemo pač to kot svoje in potem to zaklenemo v svoje telo in si iz tega skreiramo bolezen. Tako da tudi to bomo govorili o tem. Potem, recimo, pa ko že imamo neke bolezni, pa neka določena stanja s telesom, katere čistilne procese uporabiti v teh primerih, ne, ker jih je en kup jih je. Eni so taki zelo univerzalni, eni so bolj specifični za čist določene stvari, tako da to vsem tem bomo govorili. Potem, kako iziti sodbe svojega telesa, kako iziti iz tega, da neprestano usmerjamo svoje telo, da ga obsojamo. Ne? Naše telo je preprosto sledi tem sodbam in zato recimo, če sodimo, ne vem, da smo debeli, ne? In skozi govorimo, koliko imam velik trebuh, bla, 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 ne? Ustvarjamo še več tega, kako pravzaprav iziti iz tega, ne? In dejansko biti v neki skupnosti s telesom. Mislim, kako skreirati to, da postane naše telo dejansko naš najboljši prijatelj, kar naj bi bil. Ne? Vsem tem bomo govorili in torej pol o entitetah in seveda ta srečanja so vedno tudi namenjena vsem vašim vprašanjem. Vse, kar vas stare, bomo naslovili, boste dobili facilitacijo. Tako da, poleg tega pa mislim, da še, celo vsi udeleženci prejmejo celo darilce, 30-minutno seanso Simfonija možnosti, kar je ena wow zadeva. Tako da vas vabim, da se udeležite pač tega srečanja 16. oktobra. Lahko tudi, recimo, če vas zanima mogoče več kaj o entitetah oziroma tudi v telesu, drug teden temelje, se začnejo 12. oktobra. Sicer tam ne bomo šli v take podrobnosti, noter dobite tam na temeljih en kup enih telesnih procesov, plus 100 orodij, s katerimi lahko dejansko spremenite karkoli si želite. Tako da to je eno vabilo, zato, da če vas zanima to, oziroma če ste kdaj to počeli, da dejansko te stvari se lahko spremenijo in jaz sama osebno, recimo, sem presenečena, ko še vedno znova čistim si entitete, ne. Tako da ni to samo enkrat eno entiteto počistimo, pa pol pač kar ni več. Ne? Tudi zdaj pred kratkim smo, torej pač v Accessu prišlo, tukaj vedno prihajajo neki novi elementi ven, zato ker sta ustanovitelja Gary in Dane vedno vprašanje, torej vedno gledate, na kak način še skreirati več spremembe, več zavesti na planetu in sta ugotovila tudi, da dejansko damo svoje telo na avtopilota z eno entiteto, ki se imenuje BKMX. In tudi to entiteto čistimo čisto na vsakih srečanjih zdaj, čisto na vsaki delavnici, na vsaki zasebni seansi, jaz tudi to čistim. Tako da in to omogoča ljudem, ko počistijo to entiteto, veliko več zavedanja, veliko več prisotnosti s svojim telesom in dejansko kreacija nečesa novega, kar prej ni bilo mogoče. Ta BKMX entiteta, dejansko to je kratica za bodies, heads, contenances, matrices, categoricals, kar bi v slovenščini pomenili glave, podobe, telesa,
matrice, kategoričnosti, prispevki in dejansko to je tisto, kar si skreiramo, tako da lahko svoje telo damo na avtopilota in se nam ni treba z njim ukvarjati. Barbi, čao. Vladimir, čao. Torej, to bomo vse delali. Če si želite res, v bistvu, to srečanje, no, predvsem rada bi vas povabila na to srečanje, ker je tu skupina Čarobno telo, da se bomo res potopili v to, kako svoje telo vključiti v svoje življenje, kako postati z njim res najboljši prijatelj, da dejansko začnemo z njim tudi lahkotno živeti. In ko začnemo na ta način živeti s telesom, da ga začnemo poslušati, da smo v komunikaciji z njim, dejansko naše telo nam začne kazati stvari, za katere nismo nikoli vedeli, da so sploh mogoče. Komu dopustimo tudi, da nam pokaže. Ker zdaj smo tako zelo v mentalu, torej zelo v umu, in dejansko želimo vse določati telesu. Vse mislimo mi, da z umom vemo vse, kar je pač prav za telo, ampak dejansko telo, zavedanje, zavest telesa je veliko večja kot zavest nas kot bitja. In če bi vključili to v svoje življenje, če bi ga vključili v kreacijo svojega življenja, bi lahko ustvarili nekaj veliko večjega, kot sploh mislimo, da je mogoče. Ojla, Vesna, živjo. Evo, to bi bilo to, torej eno povabilo, predvsem pa zavedanje tega, da kaj pač počnete in kaj se dogaja pri teh stvareh. Tudi, recimo, mogoče še prej nisem imela, tudi pri teh zdravilih, ki nam jih predpisujejo v zdravniki, če so to neka zdravila za reševanje nekega psihičnega stanja, tudi tukaj dejansko se to dogaja, da vstopajo entitete in da potem motijo našo fizično obliko. Tako da tudi tukaj boste pač dejansko v vprašanju, lahko so te tablete pač nekaj časa prispevek, seveda, noben ne govori to, da pač morate neke stvari upustiti, ampak da ste v zavedanju, da ste v vprašanju, ali še to vedno prispevek. Če vam rečejo, da boste mogli imati, ne vem, do konca življenja, vprašajte se. Vprašajte se, če vam je to lahkotno, je to vaša resnica, če pa je težko, pa ni vaša resnica. Zato dejansko tudi s telesom moramo kreirati v 10-sekundnih intervalih, da smo v vsakem trenutku dejansko vprašanju s telesom, da ga sprašujemo, ker lahko je v določenem trenutku je neki lahko prispevek, ampak v naslednjem trenutku pa več ni. In to vsem tem bomo govorili na tem srečanju, ustvarjanje drugačnih možnosti z vašim telesom, tako da lepo vabljeni, bom pa link še prilepila tudi tukaj od spodaj pod video. Narkoza, Ja, dejansko, tudi ko smo pod narkozo, hvala Vesna za tole vprašanje, tudi ko smo pod narkozo, dejansko vstopajo pač druga bitja, torej te entitete, in takrat, torej bolnice, so še posebej, kako bi temu rekla, polne entitet, koliko recimo tam ljudi umre, in tudi ne vejo, da so umrli. Pa lahko včasih se zgodi tudi to, da smo imeli kakšno operacijo, in da smo šli ven iz telesa in da smo še vedno tam, da nas sploh ni v telesu, da nismo v popolnosti v telesu. Tako da, tudi v teh primerih se to dogaja. Z veseljem, Dina. Želim vam en lep popoldan in upam, da se pač srečamo na tem srečanju ali pa na kakršenkoli drugačen način, karkoli boste izbrali za sebe in za svoje življenje. Do takrat pa en lep pozdravček in en poljubček iz Kamnika. Čau!